Devetošolci osnovne šole Frana Albrehta so četrtkovo dopoldne preživeli v mladinskem centru Kotlovnica. Na naravoslovnem dnevu so se pogovarjali o mladostništvu in o tem, kaj je in. Naravoslovni dan je bil na te teme, ki mladostnike najbolj zanimajo, spolnost, droge. V filmu je bila obravnavana tudi, so bile tudi druge tematike, piercingi, pa tetovaže, pa kraje in takšne stvari. Odločili smo se, da imamo tukaj naravoslovni dan pred parimi leti in to zaradi tega, ker se mi je zdelo, da je fino, če zamenjamo okolje. Šola le vzbuja neke druge občutke, to so pa teme, ki se tičejo njihovega življenja običajno izven šole. Kako pa sicer mladi sprejemajo take teme oziroma take naravoslovne dneve? Moram reči, da takšen naravoslovni dan imamo že kar, mislim, da 5 let, če ne več, pa vedno so zelo pozitivni odzivi, vedno so zelo zadovoljni, vedno so zelo navdušeni nad delavnico o drogah, ki jo ima že vsa leta kriminalist, ki dela tudi v skupini za droge, zato ker je življenjski, ker govori iz izkušnje in to jim veliko pomeni, vedno rečejo, da on je bil pa legenda. Ne? O spolnosti pač tukaj je malo nerodnosti, ampak radi se o tem pogovarjajo. Velike stvari, ki jih ne vejo o spolnosti veliko z medicinske plati, z biološke plati, o odnosih, vedo malo, o tem se ne pogovarjajo prav veliko. Nekaj se pogovarjajo o tem razvoju, čist starši v šoli, te stvari, kako se odločamo, kdaj se odločamo, s kom bomo imeli spolne odnose, ali bomo imeli spolne odnose, ali ne. To so pa neke teme, ki so tabu še vedno. Tako da tukaj je velike nerodnosti, ampak hkrati pa veliko zanimanja vedno pokažejo za to. Posebno presenečenje je bil obisk reperja Roka Trkaja, ki je šolarjem v pomoči svojega prijatelja pokazal, kaj vse zmorejo Photoshop in drugi programi za obdelavo slik, ter mlade opozoril na dejstvo, da podobe v medijih niso vedno realne. Ljudje, še posebej mladi, da se ne zavedajo te meje, ko gledajo medije, ko gledajo televizijo, ko gledajo internet, ko gledajo v časopis, v revije. Se ne zavedajo tega, da je tista realnost, ki gleda iz druge strani oziroma ki oni gledajo vanjo, da ni nujno resnična. To pomeni, da tist, ki je naredil te fotke, naredil to retuširanje, dobro ve, kaj dela, da povedano na tak direktni način, da spere glavo bralcem in gledalcem. To je to. Smo prve generacije, ki doživljamo to, da nam masovni mediji, da nam hočejo sprati glavo s takšnimi drugačnimi zadevami. Ne verjeti samo tistem in ne se zaljubljati v plakate, ne se zaljubljati v slike, ker so neresnične. To je to, ja? Kaj je bilo pa v tvoji mladosti? Slikce, Alfred Jacquard pa Fix Fox za tapkat, fičole. Pa so pa že prišle prve tudi igrice na računalnikih, to je bilo dosti in pol med dvema ognema, pol basket je še vedno in tako da te stvari na šport. A pa misliš, da se to kaj in skozi čas spreminja ali da ostaja v bistvu enako? Vse se spreminja, tudi to kaj in. Tako, če pogledaš, recimo, ne vem, Zemljokrast, ta igra, ki si pač meto nož oziroma neke stvari v tla in si potem delo špage po parku. Te stvari v bistvu danes so že skoraj izumrle. Ne? Tudi rečemo košarke, ful manj igra, kogar je včasih igral. Ne? Tako da ja, so neke stvari kaj in kaj out. In če pogledamo obratno, tista generacija, ki je včasih košarko skozi igrala, če jih daš za Facebook, bodo videti, koliko je izgubljeni telički. Tako, se prav menja se, ja. Kaj vse so se naučili in kaj osnovnošolci menijo o tovrstnih naravoslovnih dnevih, pa smo vprašali kar njih. Kako se vam je zdel današnji naravoslovni dan? Ja, v redu. A ste se kaj novega naučili? Ja, veliko sva se o drogah novega naučila, pa o spolnosti. Ste se kaj novega naučili? Ja. Ja, nič, da se ne smeš drogirati. Kako se ti je zdela? Ja, ful dobro je bilo. Kaj ti je bilo pa najbolj všeč? Ja, to zdaj bolj na konca, ne pač, kaj je bil tudi Trkaj pa to. A si se kaj novega naučila? Ja, mislim, tako malo več smo izvedeli pa to, ne, tudi prej.